Iskrene čestitke še enkrat ob 100. darovanju krvi. Se mogoče spomnite leta, datuma, ko ste prvič darovali kri? Ja, najlepša hvala, prvo za čestitko. Ja, seveda se spomnim, to so bile zelo rosna mlada leta. To je bilo 10. oktobra leta 1979, ko sem takrat ravno končeval srednjo poklicno šolo. Ja. Kaj pa je bil takrat razlog, da ste se odločili za prvo darovanje krvi? Pritegnili so me že nekateri starejši krvodajalci in tudi prijatelji, znanci in prijateljice so rekli, daj enkrat poskusi, ne. Pa sem rekel, vse poskusiti ni greh, ne. In sem se odločil in smo šli takrat smo še darovali na starem oddelku, to je zraven tega infekcijskega oddelka, ko še je bil predstojnik takrat gospod Edvard Glaser. Da veste, da je to zelo, zelo daleč nazaj. Ja. Ste mogoče vi z svojim darovanjem zdaj tudi navdušili koga od vaših bližnjih, da daruje kri? Ja, kar precej. Jaz sem še pridobil pomladka, ne. Samo zdaj imajo večji del pač probleme z službami, ne. Delodajalci pač, iskreno povedano, ekstra ne podpirajo krvodajalcev, razen če se jim kaj hujšega v družini ne zgodi, takrat začnejo drugače razmišljati. Kdaj je napočil tisti trenutek, ko ste se zavedli, da se bližate 100. darovanju krvi, oziroma ste sploh vedeli, da ste tolikokrat že darovali kri? Da vam povem, to je kar naenkrat tako prišlo, iz trenutka v trenutek, pa so naenkrat me obvestili, ja, zdaj boste pa že imeli počasi 100-krat, ne. Ja. Sploh se nisem zavedal, kako je to hitro minilo. Ja. Nameravate tudi v prihodnje še darovati kri? Do 65 let mi je odobreno, če pa še zdravje dopušča, še mogoče lahko tudi malo kaj več, če si zdrav, drugače pa 65 je pa meja. Najlepša hvala, še enkrat čestitke.